Kriminalisti so v okviru mednarodne operacije preiskovanja spolnih zlorab otrok izsledili 7 slovenskih državljanov, ki so osumljeni posedovanja in razširjanja pornografskega gradiva. Razširjali so ga preko mrežja peer-to-peer. Enega od osumljenih je policija v preteklosti že obravnavala zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost otrok. Špela Bezjak z Rim. Slovenija je že tretjič del mednarodne operacije Mozaik, ki preiskuje spolne zlorabe otrok na internetu. Kriminalisti so v 8 državah Zahodnega Balkana poleti opravili 44 hišnih preiskav pri kar 46 osumljencih in zasegli skupno 393 elektronskih naprav. Hišne preiskave so 5. junija potekale tudi pri nas. Kriminalisti so preiskovali 7 osumljencev. Z območja policijskih uprav Ljubljana, Koper, Celje, Murska Sobota, Maribor in pa Novo mesto. Vseh 7 osumljencev je za izvrševanje kaznivih dejanj uporabljalo omrežja, ki delujejo v peer-to-peer. Obstaja utemeljen razlog za sum, da je 7 uporabnikov pridobivalo in razširjalo gradivo, ki prikazujejo spolne zlorabe otrok. Zasegli so 175 elektronskih naprav, analizirati morajo ogromne količine podatkov. Doslej so odkrili 13 žrtev, gre za otroke mlajše od 15 let. V operaciji Mozaik 2025 ni slovenskih žrtev, niti ni v preiskavi do sedaj ugotovljeno, da bi slovenski osumljenci to gradivo izdelovali sami ali fizično spolno zlorabljali otroke. Osumljeni so več kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva. Na teh slikovnih datotekah, ki prikazujejo spolno zlorabo otrok, so otroci, s katerimi imajo odrasle osebe spolne odnose, in pa otroci, ki so na teh posnetkih goli ali pomanjkljivo oblečeni. Kriminalistična preiskava še poteka, za kaznivo dejanje je zagroženo do 6 let zapora. Enega od 7 osumljencev so v preteklosti že obravnavali zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost otrok. Kriminalisti zdaj preverjajo, ali so osumljenci med seboj povezani. Storilci spolnih zlorab otrok preko interneta se namreč med seboj povezujejo, si izmenjujejo gradivo, nasvete, kako spolno zlorabiti mladoletno osebo, kako ostati anonimen in neodkrit. Ob tem pa delujejo čezmejno. Vseh 7, ki jih preiskujejo kriminalisti, ima slovensko državljanstvo in so starejši od 18 let. Preiskava pa razbija mit o tem, kakšni naj bi bili storilci. Mit je seveda, da gre za nezaposlene odrasle moške, ki živijo pri mami in nimajo otrok. To je daleč od resnice. Seveda, vsi storilci so različnih izobrazb, družbenih slojev, poročeni samski in tudi včasih ženskega spola. V tem primeru so bili pa vsi moškega spola. Ob tem pa še poziv policije staršem in odraslim, naj svojim otrokom ne dajejo pametnih telefonov in drugih pametnih naprav, ko so zanje še premajhni. Predvsem pa, tako policija, bodite pozorni, kaj na internetu počnejo, saj nanje tam preži ogromno nevarnosti.